En lep dober večer vsem skupaj. Sem zbranim, ki ste tukaj prišli poslušati dva naša šampiona. Seveda najprej en lep hvala obema, najprej Dami Alenki in pa Samu. In seveda obenem pa se tudi zahvaljujem Kinodvoru, ki je organiziral tole srečanje. To je zdaj že pravzaprav tradicionalno srečanje z National Geographicom, se že tretjič srečujemo. To je neke vrste sodelovanje in danes bomo, jaz mislim, da bo danes en najlepših večerov, glede na to, da je redka priložnost, da imamo dva taka človeka, takole priložnost spoznati in seveda potem na koncu tudi boste vabljeni na čim več vprašanj. Jaz bom poskušal biti malo krajši, zato da bo ostalo več, verjamem, da vas je zelo veliko prišlo zaradi njiju in da pač si imate že vprašanja pripravljena. Torej, mogoče začnemo kar z Alenko, kot damo. Pa en tako zelo prvo vprašanje. Kako ti je bil všeč film? Lep pozdrav vsem. Jaz se že vnaprej opravičujem, če bom mogoče malo zadržana danes. Ta film se me je kar primo, moram priznati, še kar zdaj malo drhtim. Zelo mi je bil všeč. Tako da po mojem, ko bom prišel domov, bom verjetno še malo procesirala vse skupaj. Verjetno, ker se me pač tudi mene osebno tiče. Samo, kaj bi ti rekel? Ja, čudovit film. Včasih poskušam komu pojasniti vse te lepote prostega potapljanja, ampak mislim, da smo tle v zelo kratkem času videli in slišali bistvo. Tako da lepa zgodba, zanimiva oseba, tako da zelo, zelo lepo. No, jaz sem danes film gledal drugič, seveda sem si ga šel prvič pogledati in moram reči, da je drugačen vtis pustil tudi name, če lahko še jaz povem. Mogoče boljši kot prvič, nekako več stvari sem videl, več ali pa mogoče več drugih stvari, točno to, kar sta oba dva rekla. Na prvem ogledu mi ni bilo tako jasno, ker me je samo pač zanimala vsebina, tako da mogoče priporočam, da si ga še enkrat ogledate, tudi vi. Mogoče vprašanje za naša dva, bomo rekli, res šampiona v prostem potapljanju. Majol je bil, zagotovo tudi iz tega filma smo videli, vzornik mnogim, med drugim tudi meni, ko sem bil mlad še potapljač, in pa Majorka seveda. Zanima me, kaj to pomeni, kaj on kot ime danes pomeni mladim generacijam, se pravi mladim, tistim, ki so danes v špici svetovnega potapljanja, tako kot sta vidva. A je Majol, bom rekel, neke vrste vzornik, kar je za nas takrat bil oba z Majorko in Majolom, ki sta se pravzaprav si vzemala rekorde po 1 meter, sta se nekako res bila zelo kompetitivna v tem. In mi smo to, bomo rekli, live spremljali v tistih letih, ko sem bil jaz pač mlajši in nam je res veliko pomenil. Zdaj me pa zanima, kaj bi lahko vidva rekla o tem, a ga sploh poznata? Ne, nisem imela prilike ga spoznati, takrat v bistvu nisem sploh vedela, kaj freediving je, ne. Jaz sem ti prej rekla, da pravzaprav nisem kaj veliko vedela o Majolu, tako da, če si iskreno, ko so me povabili na to predavanje in na premiero, sem rekla, ok, zdaj si pa moram malo prebrati o njemu. In tako kot vsaka stvar v življenju, vedno pride v pravem trenutku in je zelo zanimivo, da se mi je pravzaprav zdaj pojavila ta zadeva, ker sem tudi sama v nekemu precepu očitno. Tako da, kot sem že prej rekla, mislim, da ko bom prišel domov, bom še malo procesirala vso to zadevo. Drugače pa Majol je eden izmed legend v freedivingu, v tem ni dvoma. Kaj pa ti? Mislim, vsa ta zgodba, to je bilo v bistvu rivalstvo, ne, tako da jaz sem zadevo spoznal, tako kot mislim, da večina od nas preko filma Velika modrina. Se spomnim, po mojem spomnim, če sem znal že brati angleško, sploh nisem razumel, ne, ampak videokaseta je pa bila doma, ne, in sem jo gledal in gledal in gledal. In vsi ti podvodni kadri, plavanje pod vodo, zadrževanje sape, me je enostavno prevzelo, ne. Seveda pol kasneje, ko sem začel ta šport spremljati, ko sem spoznal tudi zgodbo obeh glavnih akterjev v tem filmu, sta
sta bila predstavljena kot dva super človeka tudi v tistem obdobju. Mislim, da sta veljala in so se tudi mediji in celoten marketing trudil, da so bili predstavljeni kot ljudje, ki imajo neko super moč, neko posebno danost. Kar pa mislim, da se je z novo generacijo spremenilo, ker so se tehnike spremenile, ker so se pristopi spremenili in vse to, kar je včasih veljalo za neka nadnaravna danost, je danes samo stvar tehnike. Tako da danes nova generacija, v katero mislim, da tudi jaz spadam, te ljudi neizmerno občuduje, ker so pionirji. Ampak da bi pa rekel, da se neke konkretne podrobnosti od njih učimo, se jih zavedamo, jih spremljamo, jih nosimo naprej, ampak probamo pa držati isto njihovo poslanstvo, to je odkrivanje novih meja, ne? Tako kot je tudi sam Majol v filmu na koncu, oziroma se vprašal, ne, kje so meje. No, mene je mogoče na prvem ogledu, bolj na drugem, mogoče malo manj vseeno motilo, da nekako res je v tem filmu tekla beseda predvsem o Majolu, ne, ker tukaj mi kot sodobniki tistega časa smo jih doživljali kot pač neke vrste tandem na nek način in seveda velika rivala, tako da to sem lahko rečem malo pogrešal. No, kar si pa omenil Veliko modrino, to je en zanimiv film, ki sem ga zdaj spet na novo pogledal po dolgem času, tudi jaz sem ga gledal ogromno krat in sem ga gledal z novimi očmi, predvsem za tem, kar vidimo danes, pa še malce se človek pozanima, je zelo zanimivo. Pri scenariju Velike modrine je sodeloval samo Majol, brez Majorke, in celo do te mere, da so Majorki spremenili ime v Molinari, Enzo Molinari, ker so se nekako bali, verjetno so se bali, da ne bo kakšnih zapletov, če bi ga z imenom imenovali, ker je film, lahko rečem, kar precej izmišljen ali pa zelo izmišljen. Celo do te mere, to pa nisem vedel, to sem se pa zdaj na novo naučil, da je Majorka dosegel, da so film prepovedali v Italiji, ne vem, če to veste, od leta 1988, ko je bil posnet, do leta 2002 je bil film prepovedan, se pravi, lahko so ga Italijani prvič videli eno leto po smrti Jacques Majola. No, jaz bi rekel še nekaj drugega, mogoče, prej sva se z Alenko pogovarjali o njegovem karakterju, Majolovem karakterju, seveda to je bil film o njem. Jaz sem bil tudi tukaj malo presenečen, boš še ti kaj povedala, ti si rekla, da si pričakovala nekaj drugega, moram reči, da jaz tudi, no, povej. Jaz sem se v bistvu, pač nisem si hotela nekega vtisa že vnaprej narediti, tako da v bistvu do konca nekako si nisem znala onega pravega vtisa v njemu ustvariti, vmes sem si mislila, da ta človek bi pa zelo, zelo sebičen. Malo me je medlo, malo me je zbegal ta del, da je bil kljub temu, da je bil tako kar sebičen, da ga je ta duhovni del, ga je blazno zanimal. Tako da rekla bi, da je verjetno bil med tem predcepom konstantno celo življenje in mislim, da to, da pravzaprav, kakor da je imel neko vojno sam sabo in verjetno na koncu ni zmogel čez ta svoj ego in verjetno je potem tudi se po mojem kar umiril, odločil, da bo pač odšel. Vojno, ki jo je izgubil, ne, ki si že rekla vojno, ja, pač. Jaz sem pač zelo podoben občutek imel. No, prej sva se samo o tom pogovarjala, jaz sem že vedel, kaj bo kaj bo izpostavil v filmu, pač ta duhovni del in jaz mislim, da je čas, da spregovorimo nekaj o tem. Tukaj v filmu pač izgleda tako, če poenostavimo, če ne treniraš joge, tudi se skoraj ne moreš potapljati, ne. Zdaj malo pretiravam seveda, no, ampak zagotovo me zanima vajo mnenje, mogoče najprej Samovo. Zares, ne, v filmu smo slišali pol je neka fizična pripravnost, ko je on rekel, pol pa duhovnost. Kaj bi ti rekel in potem tudi Alenka? To absolutno velja, ne. Ampak eno brez drugega ne gre in joga, tehnike sproščanja, predvsem pa biti iskren sam do sebe pri tako ekstremnih potopih, pri tako ekstremnih podvigih mislim, da je ključno. Tehnike, ki so jih opisovali v filmu, te pripeljejo ravno do tega. Se pravi, da
ko enkrat potopiš svoje telo pod vodo, oziroma že ko potopiš obraz pod vodo, da dejansko začneš uživati v trenutku. In to mislim, da je tista najlepša stvar, ki jo lahko doživiš v prostem potapljanju, se pravi, da ne razmišljaš o prihodnosti, o preteklosti, ne analiziraš, ampak si res prisoten v trenutku in samo nadziraš stvari, ki so ključne pa za doseganje takih ekstremnih globin. So pa različne tehnike, s katerimi to dosežemo, in mislim, da je joga nekaj, kar nam je vsem zelo poznano, ki nas pač na koncu do tega stanja lahko pripelje že na površini. Če pa se jaz ozrem nase, kako se jaz pripravljam na vse te svoje potope, je pa najhujše takrat, ko te stvari zanemariš, ko daješ na prvo stran oziroma na prvo mesto fizično pripravljenost, neko željo po doseganju rezultatov, se pravi, v trenutku, ko svojo osredotočenost usmeriš na nekaj, kar nimaš popolnoma pod kontrolo, to so lahko zelo konkretno številke, uvrstitve na tekmovanjih, pa zelo hitro zanemaraš tudi to psihološko plat, ki je zelo, zelo pomembna. Tako da eno z drugim in mislim, da enostavno prek sebe ne moreš, oziroma prek sebe v vsakem primeru ne moreš, ampak tudi doseči svojega popolnega potenciala ne moreš, če te dve stvari, se pravi in telo, ne delujeta v harmoniji. In to verjetno je zelo težko pod nekim pritiskom nekega tekmovanja, neke kompetitivnosti, dolgo treniraš, velike priprave, pač velika pričakovanja, tudi javnosti na nek način. A je to zelo težko na koncu? Jaz se spomnim, jaz sem bil fotograf svetovne prvakinje Deborah Andolo in ona je meditirala na palubi tik pred potopom in jo je nekdo zmotil in je odpovedala za tisti dan potop. Potem, ki je v asani, v yoga pozi in tisti dan potem se nismo potapljali. A je to res tako pomembno, to recimo tudi zate? Mislim, absolutno, ampak tudi v filmu je bil en odsek, mislim, kjer je Žak zelo lepo povedal, da ti vizualiziraš, se pripravljaš, vse stvari imaš v bistvu, imaš nek scenarij postavljen, ne? Ampak potem, ko si pa na štartu, je pa vse drugače. In to je dejansko zelo krut del tekmovalnega sveta prostega potapljanja. Lepo se je potapljati zase, lepo iti na morje, raziskovati pač dno, loviti ribe, fotografirati, ampak ko je pa treba na točno določen dan, pa ne na določeno uro, ampak na določeno sekundo narediti potop, za katerega si se pač pripravljal mesece, včasih celo leta, je pa teh faktorjev toliko, da enostavno vseh ne moreš kontrolirati. In zato mislim, da je doseganje rezultatov na tekmovanjih izjemen uspeh in jaz ravno zaradi tega Alenko neizmerno spoštujem, ker svoje rezultate in najboljše potope dela takrat, ko ima na voljo samo 1 sekundo, ne, in ni malo prestaviti ali pa odpovedati. Medtem ko recimo doseganje rekordov, to, kar smo videli v tem videu, v tem filmu, lahko traja teden dni, 14 dni in čakaš dan, ko se stvari zložijo na način, da ti omogočajo pač potop. In mislim, da je tu velika razlika med sproščenim uživaškim prostim potapljanjem, doseganjem rekordov in pa tekmovalnim prostim potapljanjem, se pravi štart na določeno sekundo, ne glede na pogoje, ne glede na vreme, je pač mnogo, mnogo bolj zahtevno. No, zdaj bo pa Alenka povedala, kako je to uspeva. Hvala samo. Ja, v bistvu jaz točno to, kar je samo zdaj povedala, ne, ful je težko biti v zenu in popolnoma sfokusiran na dan tekme, ker vedno so neka pričakovanja, ne. Tudi če sama sebi rečem, sam naredi ta potop, uživaj, ta potop si že naredila 100-krat, vse bo okej. Kljub temu je tlele nekaj, ki hoče malo sabotirati, ne, te misli. Jaz se drugače v bistvu tekom celega leta v bistvu pripravljam na ta en potop. In recimo tudi zaradi tega, ker v bistvu pogoji niso vedno idealni. Pogoji sploh niso idealni, tako kot se je to leto zgodilo na svetovnem prvenstvu, ko so nam pred štartom v bistvu zakasnili naš official top, ne. In take stvari lahko potem v bistvu vplivajo na tvoj potop. Tako da jaz dejansko se celo leto pripravljam na ta en potop in tudi kadar ni idealnih pogojev, probam pač narediti
to, kar sem si zadala. Ampak, če smo prej malo govorili o tej duhovnosti, zdaj seveda se pripravljaš tako fizično, najbrž kot psihično, ne? Česa je več, no, zelo enostavno rečeno? V bistvu je oboje. Oboje je zelo, zelo pomembno, čeprav na koncu, jaz sem sigurna, da pač to glavno vlogo odigra glava, ne? Se pravi ta mentalni del. Zato je po mojem zelo pomemben, no, da v bistvu treniraš to celo leto. Tako kot je rekel prej, je samo izredno pomembno, da si v bistvu v nekem balansu, izredno pomembno, da si v bistvu iskren sam sabo. Zdaj, recimo, jaz opažam, naprimer, no, v tem našem športu, dosti se jih ukvarja, bom rekla, z jogo, pa ne, ker bi to potrebovali, ampak zato, ker je to pač bolj moderno, a ne, in pa mislijo, da če bojo začeli jogo izvajati, da bo šli pač globlje. To tako ne gre, ne. Ti v bistvu pač jogo uporabljaš, ker kot prvo jo moraš razumeti, ne, potem ti bo prav prišla. Zdaj jaz recimo ne izvajam joge kot take, jaz izvajam pač neke, bom rekla, neka orodja, ki definitivno izhajajo iz joge, ne. Recimo, to so pravzaprav zelo preprosto, to so ene dihalne vaje, brez nobene drame, zelo preprosto. Kaj delam? Ležim 15 minut na tleh in v bistvu teh 15 minut sem fokusirana na svoje dihanje in to je to. Seveda na začetku to ni tako preprosto, ker ti pač misli uhajajo vse povsod, potem pa, ko to pač treniraš, ne, vidiš pravzaprav, kako treniraš svoj fokus, svoj mental in v bistvu to ti tudi da neko motivacijo. In ja, in tako se jaz v bistvu pripravljam, no, in potem, ko pride ta moment, ne, ko se moraš biti 100% v vseh pogledih, je potem to veliko lažje. No, zdaj smo malo mogoče zašli že majčkeno tehniko, pa bi mogoče, verjamem, da je tukaj v dvorani kar ogromno potapljačev, nekaj jih celo osebno poznam, ali pa navdušencev, dobrih potapljačev, apneistov in tako naprej, ampak vseeno mogoče ne vsi. Prej smo se malo dogovorili, da bo Alenka zelo na kratko povedala o disciplinah, ker danes jih je toliko, pa še po dveh bomo rekli, ne bomo komplicirali, bomo govorili bolj o absolutnih rekordih in pa absolutnih dosežkih, kajti imamo dve organizacije, AIDA in pa CMAS, ki imata vsaka svoja pravila, ampak mogoče, da malo bi te prosil tako zelo poenostavljeno, če poveš pač mogoče teh osnovnih, kaj jih je, 8 kategorij, ne, koliko jih je, Ja. in pa globine, ki jih dosegajo, recimo, če se boš vseh spomnila, prosim. Po mojem, da ne, ker si ti rekordi, Bo pa samo pomagal. boš ti pomagal, ker ti si mlajši in ti spomin verjetno boš dela. Ne, ampak res ti rekordi se konstantno zdaj spreminjajo, konkurenca je res zelo na visokem nivoju. Ja, takole, imamo v bistvu v freedivingu oziroma v prostem potapljanju imamo bazenske discipline in pa globinske. Jaz sem tudi začela najprej z bazenskimi, to mi je bil eno dobro zaledje, no, pol 2 leti nazaj pa sem začela globinske. Če gremo nazaj, se pravi bazenske discipline, poznamo disciplino, ki se reče statika. To dejansko izgleda tako, kot da delaš enega mrtvaka, no, tako da v bistvu si pri miru in zadržuješ zrak, kakor gre. Potem imaš dinamično disciplino, to je v bistvu za monoplavutko, se pravi, to je en tak delfin in to dejansko izvajaš ga tako, da plavaš z ene strani do druge strani, pa greš obrat, pa greš nazaj, v glavnem, dinamika pod vodo. Pol je dinamika brez plavuti, to je izgleda kot neko prstno plavanje. Potem imamo še eno disciplino, ki je podobno kot monoplavut, ampak so ta normalne plavutke, se pravi, verjetno vsi poznate te normalne plavutke, s tem, da so malo daljše, pa iz drugih materialov. Pa so pa že globinske discipline, ne? A sem kakšno pozabila? Ne, samo je vse pod kontrolo? Okay. Tako, imamo v bistvu konstantno obtežitev za monoplavutko, to je v bistvu pač, to se pa spuščamo v globino, ponovno za tako monoplavutko, ne, to smo tudi, a smo videli danes? Ja, smo videli, ja. Tako, pač kakor globoko gre, pol imamo v bistvu ponovno tako konstantno obtežitev brez te plavuti in v bistvu gre se za dejansko potapljanje v globino z lastno močjo, se pravi brez plavut, kako eno prsno. Ta disciplina je izredno težka, zelo naporna.
Potem imamo free immersion, to se pravi, to je vlečenje po vrvi, dol pa nazaj gor. In pa konstantno obtežitev z temi dvojnimi plavutkami, se pravi, da plavutkaš dol in plavutkaš nazaj gor. Ponavadi me ljudje sprašujejo tukaj o uteži. Uteži tukaj nimajo dejansko nobene veze, zato ker v bistvu kolikor vzameš dol, toliko moraš potem preplavati gor. Ponavadi mi se obtežimo glede na v bistvu našo plovnost, glede na to, koliko debelo obleko imamo. Seveda nam je pa interes, da imamo čim manj te uteži gor na sebe, ker je potem treba to tudi nazaj gor odplavati. Za rekorde, ne vem, to je bila... No, mogoče No Limits nisi povedala, nisi rekla. No Limits je pa ta v bistvu... To je bilo to, ne, zato. Ja, No Limits je v bistvu malo drugačna disciplina, ker pač ni disciplina, ki bi se izvajala na svetovnih prvenstvih. Je seveda uradna disciplina, to je to, ko smo danes videli. Se pravi, dol gremo z eno tako posebno sanko, pa greš gor z balonom. Tako da dejansko tukaj se ne gre toliko za neko fizično poganjanje, ampak je v bistvu bolj poanta v samemu izenačevanju. Zato so v bistvu globine tudi bistveno večje. Je pa tudi bolj rizična disciplina, ker v bistvu si dejansko odvisen bolj od te mehanizacije, bolj kot od lastnih sposobnosti. No, mogoče čisto tako, rekord je 214, ne? Ja. Živ človek se je pa vrnil z 253, ta isti, ne? To se pravi Herbert Nič, ki je potem pri 253 se je malo zalomilo, ampak je preživel. Ne? Je preživel, ampak 214 je pa še vedno uradni rekord, če pogledamo, ne, od takrat, ko je Majol postavil 101, ne, 214, pardon, sem rekel 214, je za 113 metrov razlike v relativno kratkem času. Ne. Koliko so pa drugi rekordi, samo malo pri teh vajinih, kako sta vidva, da malo kakšne globine vidva dosegata? V kateri kategoriji? Jaz sem se v bistvu, tako kot je Alenka tudi omenila, v njenem primeru, prišel sem kot plavalc, leta in leta sem plaval, zaljubljen v vodo in s to bazo sem v bistvu zelo hiter dosegel dobre rezultate v bazenu, dosegel, se pravi, v dolžino 175 metrov brez plavuti leta 2013. Danes je svetovni rekord v tej disciplini 244. Če si predstavljate, kolikrat je treba v bazenu gor pa dol brez plavuti preplavati, da dosežeš to dolžino. S plavutjo je danes recimo dolžino svetovni rekord 300 metrov, v statični apneji je rekord 11 minut in 34 sekund. Tako da to so kar izjemni rezultati. Medtem ko v globino se rekordi danes gibljajo praktično v vseh disciplinah preko 100 metrov, brez plavuti 102 metra, s pomočjo plavuti 129 metrov, s pomočjo stereo plavuti 108 metrov. In moram reči, da razen v disciplini No Limits, ki sta jo prej omenila, da se je avstrijski tekmovalec potopil 214 metrov leta 2007, kasneje, 5 let zatem, 2012, se je potopil tudi 253, žal z hudo dekompresijsko boleznijo. In razen v disciplini brez omejitev dejansko rekordi padajo iz dneva v dan. Kar pomeni, da je to šport, ki še daleč ni dosegel svojega potenciala, kjer še daleč ni dosegel svojih meja. In mislim, da je to ta lepota, jaz v bistvu samega sebe in obdobje, v katerem smo jemljem kot velik privilegij, da smo zraven, ko se šport razvija in tehnično, in po sistematiki vadbe, in konec koncev tudi po sami psihološki pripravi. In mislim, da je vse to razlog, da rekordi grejo samo naprej. No, mogoče ena tehnična podrobnost, dokler smo v nekih manjših globinah, je izenačevanje pritiska to tisto, kar običajne potapljače, ali pa običajne ljudi, ki se potopijo, ne vem, več kot meter pa pol, dva, začnejo boleti ušesa, pač je treba pritisk izenačevati. To do nekih globin, ne prav velikih, gre zelo enostavno, zaplete se pa potem pri večjih globinah, in to postane pravzaprav en zelo velik problem. A lahko ti malo razložiš, zakaj je to tak problem in pa kako se z njim spopadete? Ja, tako v bistvu ta tehnika, ko jo vsi poznamo, to, kar pač
ne, pihnemo čez nos, da se nam odprejo cevi. To je v bistvu večinoma uporabljamo frencelj. Potem pa za večje globine je potrebno pa v bistvu izvajamo eno tako tehniko, ki se reče mudfill. In sicer, če pišem to tehniko, je tako, v bistvu, ko greš, recimo jaz grem osebno, ko se potopim do 25 metrov, naredim en tak manever, ki ga lahko tudi kar pokažem zdajle. Se pravi, nafilam usta, zaprem grlo in potem v bistvu s tem zrakom, ki ga imam v ustih, izenačujem. To pa zaradi tega, ker globlje, ko greš, večji pritisk, a ne, in težje v bistvu, bom rekla, potegniti zrak iz pljuč, zato da se ušesa izenačijo. Tako da tale pot iz ust do ušes je krajša. Zdaj tukaj pri tem, nasploh pri izenačevanju v bistvu je relaksacija oziroma sproščenost je za moje pojme najbolj pomembna. Tako da ti lahko seveda treniraš to tehniko in tudi zelo je priporočljivo, da to tehniko izvajaš tudi na suhem, da dobiš ta občutek za manevracijo, se pravi možgani, telo. Ne? In to v bistvu moraš na sekundo, to mora klapati. Če zamudiš eno sekundo, je konc, se lahko samo obrneš in greš nazaj gor, ampak v bistvu na koncu, kot sem prej rekla, je v bistvu najbolj pomembna ta relaksacija. Ne? Tako da v bistvu tudi recimo zdaj lahko tudi omenim mogoče te poškodbe, a ne? Poškodbe so tudi v bistvu v večini primerih razlog zaradi slabe pa premajhne pač relaksacije. To se pravi, da ko ti čutiš ta pritisk na telesu in če si predstaviš, da si potem še sam v krču, je izredno težko potem izenačiti, ne, in to je tudi potem dostikrat vzrok za razne barotravme. No, samo bo še nekaj dodal, pri kateri globini, mogoče to zanimivo vedeti, tudi Alenka ni povedala, kje se začne to drugačno izenačevanje, pa še nekaj si imel zapovedati, povej. Ne, jaz sem hotel v bistvu dodati, Alenka je to v bistvu zelo lepo opisala, ampak se sliši zelo dramatično, ne? Ampak dejansko takrat, ko si ti v najboljši pripravljenosti, ko si sproščena, ne, je občutek na 100-110 metrih popolnoma enako, da smo na površini. In to je tisto glavno merilo, zakaj se recimo odločaš, ali bo šel naslednjič globje ali bo šel plitkeje. In velik razlog za to je ravno tehnika izenačevanja. Zakaj je ta tehnika na velikih globinah problematična? Preprosto zato, ker naša pljuča se zaradi okoliškega tlaka ne morejo v nedogled krčiti. Ne? In če vemo iz medicine, da je tisti mrtev volumen ali pa volumen, ki je posledica togosti dihalnih poti, 1/4 celotne kapacitete. In če mi malo bolj pogledamo, kako se pritisk z globino veča, ugotovimo, da mi to 1/4 pljuč dosežemo na 30 metrih, kjer so 4 bari okoliškega tlaka. Pomeni, da je volumen tudi 1/4 tega, kar je bilo na površini. Se pravi, potapljanje globe od teh 30-35 metrov je izredno zahtevno stališče izenačevanja. In ravno to je globina, pri kateri je potrebno zamenjati vse te tehnike izenačevanja, ki smo jih prej lahko uporabljali, preprosto zato, ker smo pri tehnikah, ki smo jih uporabljali na začetku, s pomočjo različnih mišic porivali zrak v srednje uho in s tem izenačevali pritisk. Na 30 metrih ali pa 35 metrih tega zraka enostavno ni več. Ti lahko pihneš, ampak zraka ne bo več prišel iz pljuča. Ne. Se pravi, se je treba pred to globino narediti zalogo, ki jo naredimo s tehniko mouthfill, ki jo je Alenka opisala. In potem nam pa to dejansko odpre neomejene globine stališča izenačevanja. Ampak izenačevanje seveda ni edini faktor, ki nam omogoča predvsem varno potapljanje v globino. Sproščeno je že lahko, ampak potop se ne zaključi, ko ti dosežeš globino in ne izenačiš, ampak ko se varno vrneš nazaj. Ne. No, to je bilo moje naslednje vprašanje, namreč tlele v filmu smo videli, ne, v času Majola so rekli, da če človek ne bo potopil globje od 50, ne, pač to so zdravniki rekli, smo jim verjeli, no in videli smo, kako je šla stvar naprej.
Videli smo tudi, da se je pač Herbert Nič vrnil iz 253 metrov in je imel težave zaradi drugih stvari, ne zaradi kakšnih fizičnih poškodb ali, ne vem, bom rekel na pamet, stisnenja pljuč ali karkoli. On je zaradi tako izjemno velike globine, čeprav zelo kratkega časa, tega potopa, relativno kratkega časa, je vseeno se mu v krvi raztopil toliko dušika, da je v bistvu dobil dekompresijsko bolezen. Zanimivo je bilo pa to pri njegovem potopu, da so kalkulirali na 10 metrih, mislim, da minutni postanek celo, ker so se zavedali tega problema, ampak on je že prej pač omedlel in potem pač tega potopa ni na ta način zaključil. No. Zdaj pa vprašanje, kaj ti misliš osebno, to bo isto za Alenko, in pa kaj se pogovarjate potapljači zagotovo na tekmovanjih o teh, kje so zares človekove skrajne možnosti? Dejansko, če spremljam svet prostega potapljanja, predvsem pa tudi, če malo analiziram svoje potope v pogovoru z ostalimi sotekmovalci, so v bistvu meje povezane z problemi, ki se jih pravzaprav ne zavedamo. In to so problemi, kot je na primer dušikova omama. Se pravi, ko se potapljamo v globe, se začne dušik raztapljati v našem tkivu in dušik se najhitreje raztaplja v maščobnem tkivu, ki obdaja vse te živčne povezave, ki so obdane z amelinsko ovojnico, in to na koncu povzroči občutek pijanosti na globini. In mi smo danes sposobni preplavati 300 metrov pod vodo v dolžino s pomočjo plavuti, zadržati sapo 90 minut, natrenirati naše telo, da lahko preživi pritisk 15, mogoče 120 barov. Ampak ti ostali fiziološki faktori so pa nekaj, kar dejansko nimamo pod kontrolo, ne vemo, kako se bo naše telo odzvalo. Tako da bo šel v tekmovalni šport predvsem v tej smeri, kako nadzirati svoje telo, svoje misli, svojo samo taktiko potopa, da se bomo lahko varno vračali z globine 130-140 metrov, mislim, da slej ko prej tudi 150 metrov. Ampak mislim, da je zato treba še 10-15 let, da se ustvari neka kritična masa prostih potapljačev in se s tem ustvari rivalstvo, ki je dejansko gnalo tudi Žaka Majola in Enzo Majorko, da sta prišla do globine 100 metrov. Danes pa ni v interesu, po mojem, nobenega prostega potapljača, da bi se tem globinam tako ekstremno, tako hitro približal, ker ni potrebno. Boljše je postavljati rekord za rekordom in na ta način izkoriščati dosega dobre uvrstitve na tekmovanjih in biti svetovni rekorder. Zakaj tvegati? To je v bistvu eno od zanimivih vprašanj. On je odgovoril vse, v bistvu, se ne vem, kaj naj dodam na to. Kaj se ti recimo zdi vseeno, čisto ena globina, ki misliš, da bo nekje, dogotovo se bo nekje ostalo, to ne more iti v nedogled, ampak tako recimo. Tako. V bistvu na to vprašanje ti lahko odgovorim po mojem enkrat kasneje. Zdaj, kad ti lahko povem, kaj mi moja intuicija govori, je to, da v bistvu to potapljanje v globine je dejansko tudi potapljanje vase v ta stik, ki ga imamo ali pa ga nimamo s sabo. Tako da jaz mislim, da glede na to, da verjetno smo ljudje vedno bolj nekako v stiku samim sabo, verjetno to tudi potem nekako vpliva na to, da bomo šli tudi potem fizično lahko globlje. To je tudi ena izmed zadev, oziroma ena taka zadeva, ki mene blazno intrigira, ta mentalni del, ki mislim, da je še zelo neraziskan. Mislim, da se še zmer zelo malo govori o temu. Tako da zato sem rekla, da ti bom po mojem na to lahko odgovorila morda čez nekaj let. Bom po mojem še malo bolj razumela. Zdaj še zmeri sem v tistem nekem raziskovanju. Mogoče spet vprašanje za oba. A vaju je kdaj zamikala ta disciplina, katero smo danes pravzaprav gledali čez cel film, ta tako imenovani No Limits? Ja.
Ja, jaz jo imam tukaj nekje v zadnji, sicer ne še zdaj, ne še zdaj v tem obdobju. Za to disciplino bi res želim imeti več izkušenj, želim imeti v bistvu izkušeno ekipo. Tako da to bo mogoče možno enkrat kasneje. Je tudi finančno je zelo zahtevno, ja, je to kar velik zalogaj organizirati te rekorde. Tako da je pa tukaj nekje v zadnji. Ne. Ne. Ne, zelo ni nobene sence nad mano, ampak mislim, moja filozofija glede discipline No Limits je v tem, da jaz obožujem prosto potapljanje, zato ker mislim, da je to edini, da nam zdaj delal krivice ali da sem karkoli spustil, ampak eden redkih športov, kjer imaš dejansko skoraj da ne popolno kontrolo nad sabo oziroma nad samim izvajanjem športa. Se pravi, nisi odvisen od opreme, nisi odvisen od okolice, nisi odvisen od sobotoplačev in vse odločitve dejansko lahko sprejemaš sama. Ne. Se pravi, si sam največja nevarnost, ampak hkrati, če pomislim na vse ostale športe, kjer si odvisen od opreme, od enega ogromnega števila faktorjev, je tega v prostem potapljanju zelo malo. In ravno zaradi tega mislim, da je prosto potapljanje eden najbolj varnih športov in da mu dela podvodni ribolov eno ogromno krivico, ki je pa najbolj nevaren šport. Ker v prostem potapljanju smo osredotočeni samo nase, na to, da potope varno izvajamo, se obdamo z ogromnim številom varnostnih potapljačev, ker se zavedamo tveganja in hočemo, da tudi, če gre karkoli narobe, se to srečno konča. Medtem, ko pri podvodnem ribolovu je vas fokus na nečem, kar lahko preživi pod vodo. Ne. In prosto potapljanje in podvodni ribolov sta dve čisto različni aktivnosti in ravno zaradi tega me disciplina No Limits, stališča podiranja rekordov ne vleče, ker imam rad stvari pod kontrolo sama. Ne. In že to mi gre tudi na tekmovanjih včasih, me zelo vrže iz tera, ko recimo sploh v zadnjem obdobju, ko najgloblji tekmovalci štartamo prvi, dejansko otvorimo tekmovanje in je prisotna ta nervoza tudi na strani organizatorjev in se soočamo z enim kupom, enim velikim številom napak na njihovi strani, ki te enostavno jezijo, ker jih nimaš pod kontrolo, ampak se moraš z njimi soočati. Ne? Super, da si telo povedal od ribolovcev. Verjamem, da je par telih, ki jih jaz poznam, ta hudih, že pripravili vprašanja, taka malo bolj provokativna. Vidim, da se kar smejijo tlele v teh prvih vrstah. Mogoče, zdaj se mi je podilo eno vprašanje, mogoče čisto tehnične narave, ker nikoli nisem pomislil na njega. A bi bilo dovoljeno v No Limit dihati drugačne mešance na površini? Ker je pač No Limit. Ne, da bi vedel, ne. Pač helioks, recimo. Ne, ker... Pač No Limits, ni No Limits, No Limits. Greš kamor imaš na kakršen koli način. Dihaš helioks in nimaš problemov z... Mislim, to mi zdaj padlo v glavo. In nimaš problemov z dekompresijo. Ampak načeloma je vseeno v prostem potapljanju to, da dihamo zrak, ki je v okolici. Lahko pa si, recimo pri prostem potapljanju si pa lahko v disciplini No Limits pomagamo z nekimi rezervoarji zraka, ampak jih moramo mi napolniti pod vodo in nam potem omogočajo izenačevanje tlaka v ušesih. Ampak s tem, da bi pa na površini dihali drugo mešanco, je pa v bistvu najbolj ni dovoljeno. Tudi nasploh ni dovoljeno dihati čisti kisik. To bi bil v bistvu pol lahko doping. Ker že dihanje 100% kisika seveda ni dovoljeno. No, ko smo gledali film, ko se je Jacques Mayol dvigal z enega od rekordov, z tega bomo rekli dejanskega posnetka, dokumentarnega posnetka, se je Alenka prijela za glavo in je rekla, joj, kakšna tehnika. A je res tako velika razlika? Ja. Mislim, jaz ne vem, ne razumem, mislim, še amateri po mojem plavajo boljše. Ta tehnika je bila res prav grozna, tako da vsa čas, da je sploh bil zmožen ta potop narediti. No, tudi to sem jaz takrat pomislil, ko si to rekla, ker če bi bil zmožen take potope delati s tako tehniko, kaj bi danes naredil? Bi šel definitivno globlje, zelo globlje.
z drugimi plavutkami najbrž tudi. Pa s No, to je bilo pa tehniko. moje naslednjo ali vprašanje ali pa v bistvu ugotovitev. Ne? Če gledamo plavutke, s katerimi so plavali, Ja. so popolnoma, lahko rečemo, smešne. Ne? Danes otroku ne bi kupili takih plavutk, kot je delal Ja. rekord Jacques Maillot. Ne? Da se spomnim, to še mi kot majhni otroci skoraj nismo imeli tako pravzaprav slabih Kaj, plavutk. to Ne? je trdo, ne, verjetno, zelo trdo. Ja, pa Ja. ja, 15 centimetrske, ne, to je tako, kot bi skoraj z nogami plaval, tam ni bilo kaj dosti razlike. Mogoče tlele, ker se govorimo glih o plavutkah, bom izpostavil eno stvar. Mi nimamo šampionov samo v športu, imamo tam sedi en šampion v izdelavi plavutk, Max Robinik, ki zelo zanimivo plavutke, za katerimi je plaval Pelicari v filmu, so njegove, ne. Mislim, on je naredil za njega, se pravi, Slovenci nismo samo dobri potapljači, ampak smo tudi očitno dobro povezani z vodo pri takih izumih. Vse plavutke, ki jih, če kupite Omar plavutke, so njegove, če kupite Kresi plavutke, so njegove, govorimo seveda o karbonskih plavutkah. Skratka, praktično pol sveta zalaga, mogoče bo pa kaj povedal, ko bo kaj vprašal, ampak mislim, da je bilo treba to izpostaviti, ker da vidimo človeka, ki je naredil plavutke, človeku, ki ga gledamo v filmu, mislim, da je kar velika čast, predvsem za Slovenijo. Ja, ja. Tako da, ja, bravo tudi njemu. No, jaz bi zdaj počasi še eno malenkost, potem pa prepustimo poslušalcem. Mogoče malo v nesrečah. Tukaj je bilo kar nekaj govora v filmu, kar veliko nesreč je bilo. Ti si izgubila svojo dobro prijateljico, ti pač tudi na nek način, a ne. Bilo je kar veliko težav, pravzaprav vse dogajajo, vseeno. A je ta strah kdaj prisoten, pač vprašanje za oba, zdaj Alenka mogoče? Ne. Misel na to, no, strah. Ne, iskreno jaz ne razmišljam o tem. Mislim, če bi začela o tem razmišljati, pa verjetno bi bilo nekaj narobe. Ne? Bi pomenilo, da nisem morda pripravljena. Ne? Če mi intuicija začne govoriti, ne, delati neke take scenarije, to se pravi, da nekaj ne štima, da nekaj ni v ravnovesju. In po vsej verjetnosti bi se odločila, da odpovem potop, če bi imela take misli. Tako da jaz popolnoma zaupam vase, v svoje zmogljivosti in v to, kar delam, v svoje treninge. In s tako glavo se jaz v bistvu potapljam. Čim imam nek dvom, če se porodi kakšen dvom, ko se spustim dol, se pač prej obrnem. In to si tudi, preden se sploh začnem potapljati, si vedno rečem. Ko časi se pač že zjutraj se zgodi, da se zbudim z nekim takim čudnim občutkom in si rečem, v redu, peta trening, pa boš videla, če se ne počutiš v redu, obrni se pet nazaj gor. Misel na to? Ne, enostavno dvom ne sme biti prisoten. Ne. Zakaj? Ne? Preprosto zato, ker globje kot greš, bolj se potencirajo čustva. Čustva, misli, vse stvari postanejo pod vodo eksponentno večje, kot so na površini. Res, da se velika večina miselnih procesov osredotoči samo na sam potop, ampak če je potop pod vplivom dvomov, to dejansko ni v redu in je treba potop zaključiti. Tako da eden moj najbolj groznih citatov, ki si jih včasih želim, da jih sploh ne bi izrekel, ampak so zapisani zdaj povsod, je to, da par let nazaj smo, točno 4 leta in 4 dni nazaj smo bili na Bahamih na tekmovanju Vertical Blue, kjer je žal prišlo do zdaj edine nesreče smrtnim izidom. Ki je bila tudi v filmu, pardon, da te Je bila prekinem. omenjena. Ja, seveda, je bila omenjena. To je bila edina nesreča do zdaj v zgodovini tega športa s smrtnim izidom na tekmi. In zraven je bil tudi novinar, ki je pripravljal zgodbo za New York Times, kasneje se je iz tega razvila knjiga, en ogromen članek v ameriškem Playboyu. In na plaži se je odvijala debata, ne, kakšni dvomi so lahko sploh prisotni na površini. Ne. In jaz skoraj razmišljam, še preden se je ta nesreča zgodila, ne rečem pismo, da ti moraš dejansko na površini se sprijazniti s tem, da lahko mogoče celo umreš, ne. Se pravi, moraš sprejeti to dejstvo. In to je tisto, kar me včasih zelo straši pri tem športu, ker
ko stvari nimaš popolnoma pod kontrolo, ti to dejstvo lahko dejansko stane marsičesa. Hvala Bogu, na tekmovanjih je ogromno energije in vsega vloženo v varnost. In konkretna nesreča se je na koncu temu ameriškemu potapljaču Nicolasu Mevoliju zgodila ne zaradi pomankanja sape, on je prišel na površino in je dejansko zavest izgubil šele 45 sekund potem, ko je bil na površini. Posledica je bila pa tako huda poškodba pljuč, da so mu enostavno pljuča zakrvavela in so bila nefunkcionalna. Ne. Posledica, to je bila posledica visokega okoliškega tlaka. In ravno to, da se zavedamo, da smo pod morsko gladino dejansko toliko nemočni in se ne moremo 8., 10., 12. barom operati, ampak se lahko samo prepustimo, je tisto, kar nas v povezavi seveda s treningom in zaupanjem in s trezno glavo lahko pelje do varnih potopov. Ne. Kaj bo tvoj citat? Moj citat je: at the surface you have to accept the fact that you might die. Okay. Tako kot vsako jutro, ko se zbudiš. Ja, ampak se želimo. Ja, se z avtom peljemo nekam, Ja, pa je to isto. Ja. Mogoče zdaj še zadnje vprašanje, prav za Samota, namreč za Sama. Enkrat sem ga fotografiral med njegovim tečajem. Moram reči, čudovita izkušnja, fantastično potrpljenje z otroci, to je bil tečaj za otroke, mislim mlajše, ne vem, bomo rekli najstnike, in je bilo res čudovito to gledati. Zdaj pa vprašanje, pri vseh teh tečajih in pa pač vidiš neko selekcijo, vidiš, kaj se pravzaprav na tem področju dogaja. Kakšna je prihodnost slovenskega prostega potapljanja na vdih? Ja, svetla. Ja. Absolutno. Ne samo z vama, govorimo o mlajših, res najmlajših. Absolutno. Jaz mislim, da smo seveda z ogromno truda, ki ga ne vlagam samo jaz, Alenka, ampak dejansko vsi, ki smo na nek način vključeni v prosto potapljanje. To je res veliko število inštruktorjev v Sloveniji, raznih tekmovalcev, rekreativnih, bolj resnih. Smo res veliko energije vložili v to, da prosto potapljanje spravimo v javnost. Ne? Se pravi, da se o tem govori, da ljudje vejo, da je to šport, ki ga lahko trenirajo, v katerem lahko uživajo. In mislim, da smo trenutno prišli do tega, da imamo v Sloveniji možnost rekreativnega prostega potapljanja, tekmovalnega prostega potapljanja in od aprila letos, ko nas je Olimpijski komite priznal kot priznano panogo, znotraj katere lahko dobimo dejansko vse bonitete vrhunskih športnikov, tudi šport na najvišjem nivoju. In trenutno so vsi v bistvu napori vodilnih v mednarodnih organizacijah usmerjeni v to, da bo prosto potapljanje na Olimpijskih igrah 2024. In če pogledam danes na vso to publiko, ki se ukvarja s prostim potapljanjem in pa znanjem, ki jim ga lahko inštruktorji v Sloveniji ponudimo, imajo dejansko vrata odprta bolj kot smo jih imeli mi, bolj kot so jih imeli vi, konec koncev Arne, ti nisi zdajle omenil v tem pogovoru, da si ti eden od pionirjev prostega potapljanja v Sloveniji. In če se spomnim na tehnike, ki ste mi jih vi opisovali, da ste jih uporabljali za dihanje, za izenačevanje, za trening, za pripravo na točno to. Že samo tukaj je bil napredek. Ne? In verjetno, če bi Žaku Majolu ali pa vam nekdo povedal to, kar mi vemo danes, absolutno, bi se danes potapljali 400 metrov. Ne? Mogoče ne. Ja, recimo. No, ampak imaš kakšne, recimo bomo rekli, neke svetle izjeme tudi med temi mladimi, za katere veš, da so taki talenti, da bojo rekorderji? Jaz mislim, da sem še zmeraj mlad. Otroke sem rekel. Ne, otroke pa tako. No. Jaz mislim, da prosto potapljanje je osnova prostega potapljanja je plavanje. Ne? Se pravi, da smo v vodi sproščeni, da imamo vodo radi in da smo v vodi spretni. Zato vsi starši, ki bi želeli pač svoje otroke nekako usmeriti v prosto potapljanje ali pa bi ta šport predstaviti na nek varen način, prvič par osnovnih napotkov je, ne? Se pravi, pred potopom ne smeš hiperventilirati, nikoli se ne smeš potapljati z dihalko v ustih, po potopu moraš intenzivno, globoko dihati, pasivno izdihati, zato ker najnižja vrednost kisika je šele 15 sekund
po potopu in pa da se vaši otroci nikoli ne potapljajo sami. Vse ostalo, upišite jih plavati, naj se naučijo plavati, naj dobijo stik z vodo, naj jo vzljubijo, naj se počutijo v vodi dejansko kot eno in potem pri 20-ih, sigurno ne prej, se pa lahko začne bolj specifičen trening v prostem potapljanju, ker enostavno mislim, da pri 16-15 letih enostavno nisi, če vsaj jaz, mogoče kdo je, no, ampak jaz vem, da nisem bil sposoben sprejemati odločitev, ki jih sprejemam danes, pa že danes mi je za mnoge žal, ne. Po mojem bi takrat pa še kakšno hujšo neumnost lahko naredil. Ne. No, moj prvi potop s tabo je bil, ko si bil 19 let star, pa si se že zelo dobro potapljal. Tako da ne bi zdaj v tem, ampak ja, ne biti preveč skromen. Skratka, jaz bom tukaj na tem mestu ne zapustil fizično, ampak prepuščam vam vlogo izpraševalcev, pa ne takoj ribolovci plan, tako samo to. Ampak... Sašo, dva vprašanja. Eden bo, a je pomembna kapaciteta pljuč ali ne. V tem smislu je ampak kapaciteta pljuč. Jaz bi rekel, da je v bistvu bolj kot sama kapaciteta. Tehnika, seveda, da prav pride, da imaš velika pljuča, ne? No, to glede filma tam, ampak jaz bi rekla, da je v bistvu Tarzan, ne? Bolj kot sama kapaciteta, koliko ti tega zraka pravzaprav lahko vase potegneš, ne? Se pravi, fleksibilnost, izkoristek teh pljuč je bolj pomemben kot sama kapaciteta. Še eno vprašanje, ko mogoče. Tle bi jaz še dodal, tle bo samo še nekaj povedal, ko ima eno krasno zgodbo. Jaz sem bil prepričan, da je to ključno, ne. Se pravi, velika kapaciteta pljuč in sem v svojih, se pravi, prvih letih, ko sem se tekmovalno začel ukvarjati s prostim potapljanjem, res ogromen časa posvetil raztezanju, dihalnim vajam, ne. In normalno, treba je pač delati zdravniške preglede in eden od ključnih je kardiološki pregled in v sklopu tega je tudi spirometrija, ne. In to je leta 2010 v kliničnem centru, kjer so me peljali, se pravi, meriti vitalno kapaciteto pljuč. In spirometer je imel skalo 7 litrov, vdihnem, pihnem in iglo vrže dol, ne. Ona medicinska sestra, če je živčna, kva zdaj to, ne, tle en mulc. Gremo na drug spirometer, ne, je imel skalo 8 litrov, ne, pa rečem, gospa, mislim, da ne bo dosti, ne, in ona, če živčna, daj nekaj pihem, pa ti bo, ne. Pihnem in vrže dol, ne. Pol me peljejo na drug spirometer, ki je bil digitalen, ne, pa sem videl, da je imel skalo še zmeraj na 8 litrov, ne, pihnem in vrže ven error. Kva je zdaj to, ne. Rekel, dajte skalo 10 plusa, ne. In ja, takrat sem pihnil, mislim, da je bilo 9,75, ne. In jaz sem bil prepričan, evo, zdaj to, ne. Kasneje sem razvil še tehnike pakiranja zraka, se pravi, sem prišel do 12 litrov pa pol in sem prepričan, evo, zdaj to bo potapljanje v globino z lahkoto, ne. Ampak, tako kot sem prej omenil pri tehnikah izenačevanja, vitalna kapaciteta sama po sebi nima nobenega pomena, ker 1/4 našega pljučnega volumna je mrtev volumen, ki ga ne moramo uporabljati. Se pravi, če hočemo karkoli z našimi pljuči napredovati v smislu treninga, je potrebno zmanjšati ta rezidualni volumen. Se pravi, ni pomembno, kako močno se pljuča lahko razširijo, ampak kako nizko se lahko skrčijo. Tako da to je pri globinskih disciplinah ključnega pomena. Kako močno se lahko pljuča skrčijo, ne. Hvala lepa. Zdaj pa še eno, tisto drugo, ki pa mogoče se motim ali ne. Ko se jaz še spomnim iz mladih let, je imel Majorka problem kasneje s kostmi, ne? A je bilo? Ni bilo nekaj narobe? Ne, da bi vedel. On je nehal potapljati zato, ker je preklinjal na nacionalni televiziji in so mu potem prepovedali potapljanje. Jaz sem imel pa občutek, da sem nekje videl kasneje, da je bil zelo... To je bilo, zdaj pa ne vem, pa če imel pa tudi težave, pa ne vem. Da je imel neke težave s kosti kasneje. Je bilo nekje, to imam... Hvala. Ja, vprašanje v bistvu je, ker sem pač biolog, bom vprašal malo na fiziologijo, ne, vse skupaj. Torej, eno so, verjetno je trening, fizična pripravljenost, mentalna pripravljenost. To verjetno se vsak lahko do neke mere pripravi, dobro za mentalno pripravljenost, ne vem, ampak kaj pa fiziologija, ne? Fiziologija vemo, da
posamezniki imamo pač večkrat različne, ne, obratovanje, ne, naših teles in me zanima, koliko je to tukaj dejansko pomembno oziroma medicina danes je zelo napredovala, ne, in te meritve se upravljajo, verjetno tudi vi sodelujete v tem, ne. Ali so v vaših telesih tudi neke fiziološke posebnosti, ki vas predisponirajo, da ste v tem športu tako dobri? To je eno vprašanje. Drugo vprašanje pa je pa povezano s temperaturo, ne. En dejavnik pri potapljanju je tudi v bistvu kar velika sprememba temperature, ne. Če se potopite 100 metrov, je verjetno temperatura na 100 metrih, ne vem, na Bahamih 12-13 stopinj mogoče, ne, toplejš, ne vem. Če bi se potapljalo v Jadranu, je termoklina na približno 7-10 metrih, ne, in ta preskok je zelo in je v bistvu tudi na nek način stres za telo. Imate obleke, ampak vseeno, ne, je to neka disturbanca, ne, ki vas lahko zmoti. Me zanima, kako se s temi stvarmi spopadate. Ok, jaz lahko mogoče ta temperatura del odgovorim, ampak tako, ne znanstveno, to lahko ti potem kaj pokomentiraš zraven. Recimo, jaz sem zdaj konkretno imela ta problem, recimo, kar se temperature more tiče. In sicer celo leto sem se pripravljala v tropskem morju, kar pomeni, da je dejansko temperatura bolj kot ne konstantna, se pravi tam nekje od 28 do mogoče, ne vem, 24 stopinj. Tako da v bistvu dejansko ti ne čutiš neke razlike, ne, ko se potapljaš dol. Potem pa prideš v to Mediteransko morje, pa so pa te termokline, se pravi, da recimo, ne vem, na 15 metrih se temperatura zniža lahko kar za precej, ne vem, za 5 stopinj, pa se sam spušča dol. In to v bistvu tako mene osebno niti ne bi motil, ampak v bistvu tista obleka ti ne pomaga kaj preveč, ker je mraz res zelo velik, ne. Dejansko se spusti temperatura od 25 do, ne vem, 14 stopinj. In je potem v bistvu, kaj je problem, je to, da je zelo težko ostati sproščen. Ne. Če si predstavljate, v bistvu ti moraš biti maksimalno sproščen, zato da v bistvu da šparaš s kisikom, zato da lahko sploh izenačuješ pritisk, potem je pa ta mraz, ne, ta zunanji faktor, ne. Tako da je v bistvu izredno težko ostati v tem nekem mentalnem fokusu. In kar sem jaz v bistvu opazila, je bilo to, da dejansko jaz sem potrebovala morda verjetno 10 dni, dober teden, da se je moja glava, se pravi moj mental, privadil na to temperaturo. In potem, ko sem se jaz v bistvu privadila mentalno na ta padec temperature, v bistvu sem delala potope tako kot sicer v tropskih morjih. Moje mnenje o spremembi temperature je pa zelo preprosto. Sprememba temperature iz toplega v hladnega sproži refleks požiranja in če si predstavljate, da želiš prideti na čim večjo globino s čim večjo količino zraka v ustih zaradi prej omenjene tehnike mouthfeela, ne, bo seveda refleks po požiranju velik problem, ker boš ta zrak izgubil. Tako da to je edini razlog, ker z vseh ostalih stališč je hladna voda v bistvu boljša za doseganje rezultatov v prostem potapljanju. Če pa se vrnem še na prvo vprašanje, ne, v smislu fizioloških predispozicij, jaz dejansko tukaj zagovarjam tezo, da je to največji mit, ki sta ga ustvarila Jacques Mayol in Enzo, zato da moraš biti super oseba oziroma super človek, da lahko pod vodo zadržuješ dah. In mislim, da je bil prvi ali pa drugi stavek v tem filmu, da vsakem izmed nas je delfin. In to ravno povzema to fascinantno dejstvo, da imamo vsi zapisan gen o potapljaškem refleksu, se pravi vsi lahko pod vodo zadržimo dlje časa, vsem se bo pod vodo umirila frekvenca bitja srca, vsem bo začela kri krožiti po vitalnih organih, vsem se bo skrčila varanica in bo na koncu potopa bistveno višja koncentracija hemoglobina v krvi in vsem se bojo pljuča zaščitila zaradi okoliškega pritiska.
Zdaj, kaj naredi razliko med dobrim in povprečnim prostim potapljačem, je dejansko užitek in veselje do prostega potapljanja. Ali ti to počneš zaradi tega, ker je to dejansko iskreno všeč, ali to počneš, ker je trenutno malo in pa fajn, pa lepo, pa gor, pa dol. Ker dejansko toliko velikih globin mislim, da ne moreš na ta način doseči, oziroma se bo slej prej pokazala poškodba, ampak v sebi imamo pa mislim, da prav vsi potencial za to, da lahko pod vodo držimo 5, jaz bi to rekel 6 minut, in da lahko dosežemo globino 30 metrov. Res pa je, da je tukaj po statistiki, ki jo imam iz samih tečajev, nekje 15-20% ljudi, ki imajo težave z Eustachijevo cevjo, kar pomeni, da imajo malenkost težav pri izenačevanju pritiska, ampak tudi te tehnike so danes tako dobro pojasnjene, da se da to odpraviti. Glede kapacitete pljučno sam, se ukvarjam s podvodnim ribolovom, nič primerljivo, kar počnete vi, in še danes imam kapaciteto pljuč 8-9 litrov, enako, pa ne moram niti približno dosegati takih globin, pač zaradi tehnik, ki jih video poznata, pa pač zaradi psihične pripravljenosti, ki jo imate. Tako da kapaciteta pljuč ne vpliva čisto nič na potope, pa čeprav to počne 40 let. Vidim, da ni bilo kaj, so še vprašanja, ki pa bi še nekaj dodal na Tomovo vprašanje, če lahko. A so še vprašanja? No, to v mrzli vodi, ta diving refleks je bolj izrazit pri otrocih, do ne vem kjerega leta starosti, to bo bolj samo vedel, ampak v glavnem ena prigoda, zelo zanimiva, se mi je zgodila meni osebno, sem bil zraven, ko je mojemu prijatelju padla hčerka v vodo sredi zime in mi smo jo iskali in jo ni bilo, to je bilo v marini, nikogar v marini, nje ni bilo, ker dolg časa smo jo iskali, to se pravi, ne vemo točno koliko časa, kaj se je zgodilo, kdaj se je zgodilo in končno smo jo potem zagledali na tleh, ko je ležala že na dnu nekih mogoče 4-5 metrih. Ta prijatelj je skočil v vodo, jo potegnil ven in ona je prišla ven in rekla, kaj pa je. In niti pač nič se ni zgodilo, nič, še zajokala, praktično ni pol od mraza. To se pravi, imamo to v sebi, samo zdaj kako to izkoristiti, ali če se to sploh da. Mislim, se dejansko medicinsko zabeležen fenomen je to, da je otrok padel pod led in 45 minut zdržal brez kakršnih koli, mislim, potegnili so ga ven, učistili obraz, se pravi, usušili obraz in otrok je zadihal. In čisto normalno, brez poškodb možganskih. Ja, brez poškodb pa ne. Tako da za ljudi je dihanje refleks in tega refleksa mi dejansko na kopnem ne moramo zatreti, ne moramo se odločiti, da bomo zdaj naredili samomor, tako da bomo nehali dihati, kar recimo lahko naredijo delfini. Ampak v prvem trenutku, ko se mi potopimo pod vodo, se ta refleks izklopi in refleksen vdih ni več prisoten. Tudi to je mit, da nam pljuča zalije voda takrat, ko izgubimo zavest, ker se dejansko v tem trenutku telo tako močno zaščiti, da se glasilke skrčijo in se na ta način zapre sapnik in prepreči vstop vode v pljuča. Zato je pri utopljencih potrebno to sprostiti, da ga sploh lahko uživimo. Mogoče ena zanimiva stvar, ko ste pač omenili, da grejo danes raziskave v medicini zelo daleč naprej in da se marsikajšne meritve, ki prej niso bile mogoče, danes lahko prvoščijo. Recimo v Splitu je sigurno v zadnjem obdobju eden svetovnih centrov raziskovanja prostega potapljanja, predvsem pa delovanja našega telesa v hipoksiji. In 3 leta nazaj so dejansko po regiji zbirali tekmovalne proste potapljače, nam ponujali 500 evrov za to, da bi prišli, plus potne stroške, da bi prišli v Split delati meritve. Ampak kaj so merili? Oni so ustavili sondo v različne dele našega telesa, se pravi periferijo in v žile, ki grejo v možgane. In potem so seveda
prosili tiste, ki so se temu testu odzvali, da zadržujejo sapo do nezavesti. In kaj so ugotovili? Ugotovili so, da lahko v periferiji dejansko koncentracija kisika v krvi pade tudi na nič. Medtem ko je celoten čas zadrževanja sape, koncentracija kisika v krvi, ki kroži skozi možgane, 98%, se pravi maksimalna. In v trenutku, ko koncentracija kisika v možganih zaniha za 0,5%, se ti izklopijo. In prvo se izklopi tisti del možganov, ki nadzira funkcije, ki ljudje naredijo bitja na višjem nivoju. Se pravi govor, sluh, motorika, spomin. In na ta način se v bistvu odklopi en ogromen porabnik kisika. Zakaj? Zato, da bi se tista mala koncentracija kisika, ki je še ostala v jedru, porabila za vegetativne procese. In ti lahko dejansko človeka utopljenca tudi po 45 minutah, 1 uri še zmeraj preklopiš na aparate in ohranjaš te vegetativne procese. In mislim, da je tudi ta meritev pokazala oziroma ovrgla hipotezo, da prosto potapljanje oziroma apneja škoduje možganov. Ker je dejansko se izkazalo prav nasprotno, da ti, ko zadržuješ sapo, se v zelo kratkem času blazno poveča pretok krvi skozi možgane. In so naredili nek tak pavšalni zaključek, v tem se mislim, da zdaj pišejo članki, da je prosto potapljanje dejansko nek kardio za možgane. Dejansko celice odmerajo samo v primeru, da če pride do izgube zavesti, kar je pa jasno. Se pravi, zadrževanje sape v nobenem primeru ne škodi možganskim celicam, seveda pa je pa treba biti na varni strani. In mislim, da vse te raziskave so potem en kup nekih novih pristopov k treningu odprle in mislim, da lahko res še kar nekaj zanimivih stvari. Ti si bil tam? Ne. Kontrolna. Jaz sam vem, da nisem bil tam, ne. Enostavno. Zato se spomniš. Zato se spomnim, ja. Ga ni bilo denarja, da bi bil tam, da bi merili, kaj se z mojimi možgani dogaja na ta način. No. Še kakšno vprašanje se je porodilo, če ne, se vam zahvalim. Jaz se nisem potapljač, pa tudi nikoli se nisem potapljal, sem pa dostikrat potopljen v teh svojih čustvih, pa me zanima, ko ste rekel s to globino, da se moraš soočati s temi čustvi in da se to potencira, če mi lahko poveste, kako vidva to kontrolirata, pa se s tem soočata. To je ful dobro vprašanje. Ok. Definitivno se v bistvu, ko imaš neka, recimo, neka težka obdobja, ko si ali pa ko so čustva bolj na neki negativni strani, se to zelo začuti v vodi. In jaz recimo tudi, ko se potapljam z drugimi, to zaznam pod vodo, jih vidim, kako se potaplja, točno mi je jasno, kaj se dogaja z njimi. Ja, kaj narediti? Zdaj, ko si na tekmi, kot sem prej rekla, v bistvu, ti si tam in v bistvu moraš odklopiti ta del, kar ni vedno tako lahko, ampak v bistvu zato tudi to treniraš in v bistvu se pripravljaš celo leto dejansko potem tudi na to. Se pravi, če pride potem do kakšne drame v osebnem življenju, je preprosto ali pa ne, je treba to nekako odklopiti. Meni, tako zdaj sem se spomnila, jaz ko pridem recimo na to štartno linijo in ko mi rečejo 3 minute imaš do štarta, to v meni, ne vem, naredi nek preklop in jaz takrat padem v ta svoj fokus. Ne glede na to, lahko bi začeli sekire padati iz neba, jaz sem v svojem fokusu. In verjetno, ko se potopim pod vodo, sem še toliko bolj v tem nekem svojem fokusu. Moja prva taka izkušnja s tem vprašanjem je bila, mislim, da pol leta potem, ko sem se začel s prostim potapljanjem ukvarjati. Na Hrvaškem je bila ena tekma, kjer sem drugič srečal enega hrvaškega tekmovalca, ki je bil na tekmi blazno razočaran.
In sem prišel do njega, sem ga vprašal, pismo, kva je narobe, ne? Si 2 meseca nazaj preplaval 230 metrov s plavutjo v dolžino, zdaj si pa prišel ven na 180 metrih čist skoraj nezavesten. Ne? Pa me tako pogleda, pa me reče, samo sretan človek mogo da roni. Pa jaz gledam, pismo, ok. Pa se peljem domov, ne, pa razmišljam, on je zdaj eno zelo pomembno stvar povedal. Ne? In skozi leta ukvarjanja s tem športom sem dejansko, jaz pri sebi ugotovil, da prosto potapljanje ne more biti beg od realnosti. Pač realnost je na površini, mi smo pač normalno kopenske bitja in za sabo potegnemo vse, kar se nam v življenju dogaja in tega ne boš rešil v 10 sekundah ali pa 30 sekundah potopa. Ne. Tako da napredovanje, predvsem pa neki konstanten napredek in pa konstantno dobri rezultati za sabo prinesejo v prvi vrsti spoznavanje samega sebe in pa prosto potapljanje ti bo dal alarm, da je treba nekaj rešiti. Ne. In jaz mislim, da vsi, ki se začnejo s prostim potapljanjem ukvarjati, bojo na to postali bolj pozorni in mislim, da s časoma postanejo boljši ljudje, ker je samo to način, da napredujejo. Ti zelo težko zatreš en toliko pomemben proces, kot je dihanje, če te en kup dvomov obdaja, če te obdaja panika, enostavno morajo biti stvari pač pošlihtane. Tako da ni prosto potapljanje brez neke sreče, zadovoljstva oziroma neke mirne duše. Ne. Ok, jaz bi takole se res lepo zahvalil gostoma. Jaz moram reči, osebno sem neskončno užival v tej družbi in v teh odgovorih njunih. Upam, da vi tudi, vsaj do te mere kot jaz. Najlepša hvala za pozornost in pa seveda še enkrat hvala obema, da sta se odzvala. Hvala.